Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o otrocih, o vzgoji, o nekih zadevah, ki so tako čustvene zadeve, ampak niso za zdraviti, pa še vedno obstajajo. V glavnem, strah. Strah, ki se odraža lahko kot tesnoba, kot težave z dihanjem, kot astma, kot nerazložljivo bruhanje, nerazložljivo lulanje v posteljo, v glavnem strah, ki se nekam naseli. In potem seveda iščemo starši rešitve za svoje otroke in vemo, da edina stvar, kar res pomaga, je to, da smo nekje blizu otroka, ampak še vedno je treba iti v službo in enostavno pač življenje gre naprej. Kako pomagati v bistvu staršu, ki se počuti nemočnega, ker ima njegov otrok težave. No, oba dva imate težave. Zdaj pa preden grem naprej, vam bi rada povedala svojo zgodbo, ker v bistvu jaz kot mama 3 hčera, seveda sem se soočila parkrat s takim z nemočjo, strahom, ker enostavno sem se znajdla v točki, ko uradna medicina mi ni znala, mi ni mogla pomagati, videla pa sem, da moj otrok ima težave. No, v glavnem, če pogledate srednjo hčerko, brez razloga je začela v 3. razredu kašljati, kašljala je od torka do petka, čez vikend je bilo v redu in bila ves čas prehlajena, kot bi jo nekaj dušilo. In enostavno, jaz seveda pol grem gledat v knjigo Louise Hay in piše Strah pred avtoriteto. In jaz seveda sem se zasekirala in sem rekla, ko se je slaba mama, daj pridi k meni, na kolena in tako naprej. Na koncu se je izkazalo, da pač hčerka je imela strah pred učiteljico in enostavno nikamor ni prišlo, ampak zdaj, zakaj je rabila vso to izkušnjo? V glavnem, ko sem pač seveda potem prišla do zaključka, da moj otrok ne prenese kritiziranja in tako naprej, grem na govorilne ure in pač na tej govorilni uri mi učiteljica razlaga, da kakšen je moj otrok, da je moti pri delu, da moti proces in tako naprej. In ji rečem, pač, a ste pomislili na to, da mogoče, pač, glede na to, da je pač občutljiva hčerka, da mogoče pa rabi spodbudo, pa bo šlo vse v redu, ker doma je bila popolnoma drugačna. No, v glavnem, ona se je postavila v bran in rekla, da kritiziram njeno poslovno izobrazbo in tako naprej. In potem sem napisala pismo, ampak ne ravnateljici, ampak učiteljici, in sem ji napisala, zakaj jo jaz cenim. Iskreno, zakaj jo jaz cenim. Zakaj je ona kot učiteljica moji hčerki res všeč. In grem spet v šolo in ji nesem to pismo in ona spet tako, jaz od vas nič nočem, pač obrambni položaj. In sem ji enostavno dala odsekar, sem rekla, prav, pa se žgite. In sem se obrnila in za moje pojme je učiteljica prebrala tisto pismo in ni bila kritika do njenega dela, ampak v bistvu imela je ene težave in mogoče pa premalokrat slišala, da ona res dobro dela in veste, saj veste, svetogledal je zanimiv, pač določen otrok na določene rane pritiska, in takrat je bilo zanimivo, da je bila potem moja hčerka v tisti razred, je bila v bistvu proglašena za vzorno učenko. Tako iz teme se je spremenilo čisto v svetlobo. No, naprej. Kaj pa takrat, ko otrok kašlja in se vas oklepa in hoče biti ves čas pri vas? In tukaj zadaj, no, zdaj vam pa povem, kaj je povezan s tem, je pa strah pred izgubo vas kot mame. In ta strah pred izgubo, da bo izgubil mamo, je tako močno prisoten. Zdaj seveda lahko je povezano z ločitvijo in ta ločitev je povezana s tem pač strah, da bom izgubila mamo ali pa da bo izgubil mamo in ta strah se usede tukaj gor na dihala. In ta strah je tako močan, sploh, če vaš otrok iz preteklih življenj predeluje strah pred izgubo staršev. Strah pred tem, da bi bil sirota.
Pač vsak nekaj predeluje v svojem življenju in ena stvar, zdaj kaj mi lahko naredimo za svoje otroke. Če so mladoletni otroci, drage mame, vi lahko molite zdravilno molitev dekodiranja za tretjo osebo. Kje boste to najdli? V knjigi, ko imajo duše žur, kako molimo zdravilno molitev dekodiranja za tretjo osebo. In boste dali vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode, ne moje duše, ampak duše mojega otroka, ki so povezane s strahom pred izgubo. Naj se vse ravni njegovega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. No, to imate v knjigi, ko imajo duše žur na strani 233. In potem seveda ravno tako vdihnete skozi nos, izdihnete skozi usta in potem ravno tako date roke v klunček na 4 zdravilna središča in potem si predstavljate otroka, kako je zdrav, kako je srečen in na koncu, ko zaključite, rečete samo: vse učinke tega zdravljenja z ljubeznijo poklanjam svojemu otroku. Pač materinska ljubezen je neverjetna, ker mame so to že delale v preteklosti. In ena gospa je prav za svojo hčerko molila to zdravilno molitev dekodiranja in ta hčerka je imela ravno tako dihalno stisko, ona dejansko je lahko začela hoditi na sprehod in to polurni sprehod, prej pa 3 stopnice ni mogla prehoditi. Pač tako molitev dela čudeže, sploh pa materinska ljubezen, materinska molitev za svojega otroka dela čudeže. Zdaj pa kaj pa narediti pri polnoletnem otroku? Vi lahko preverite z mišičnim testom, če se lahko vmešavate v življenje svojega polnoletnega otroka. In vam povem, da po večini se ne smemo vmešavati, zato ker je polnoleten otrok. In če vas polnoletni otrok prosi za pomoč, sigurno lahko pomagate. Lahko tudi vprašate, če lahko pač molite zanj in če vam dovoli, lahko pač to zdravilno molitev dekodiranja. Če pa dobite odgovor, ne smeš se vmešavati, to je njegova šola, v tem primeru ne delaš nič. Recimo, jaz imam tako, pač moja ta starejša hčerka tudi po ločitvi je bila že polnoletna in ona me načeloma ne prosi za pomoč. Če me prosi, seveda pomagam, ampak če bi pa ona rekla: mami, ne vem, jaz ne smem sama se vmešavati, ker je to njena pot. Če pa ona reče: veš, mami, a mi pomagaš počistiti, opažam, da imam strah pred izgubo, v tem primeru seveda ji lahko pomagam. Glejte, gre se za to, da mi moramo razumeti, da naši otroci so se nas izbrali kot svoje starše z namenom, da bojo predelali neko kodo. Ravno tako smo si mi izbrali naše starše z namenom, da bomo nekaj predelali. Ne? In recimo, to, kar imam jaz v zapisu, je recimo povezano tudi s tem, strah me je, da ostanem sirota, strah me je, da mi umre mama. In zanimivo, moja mama, ko je bila stara, ko sem bila jaz 11 let stara, je zbolela in prva diagnoza je bila levkemija. Moja mama je še vedno živa, ampak si lahko predstavljate, kakšen strah se mi je takrat vklopil, da bom izgubila mamo. In sem začela delati vse, ker bo mama umrla in po noči jokala in tako naprej. In to je bila v bistvu ta moja koda, ki se zanimivo prenaša po družinskem deblu in tudi moje hčerke so imele nekaj glede tega za predelati strah, da bom izgubila mamo. In hvala Bogu, jaz sem zdrava, živa in vem, da če ne bi naredila določenih premikov v življenju, vprašanje, kako bi bila danes skoraj 10 let kasneje, če ne bi imela že kakšno zdravstveno težavo. Glede na to, da sem jih že takrat imela zdravstvene težave, že težave z grlom, z dušenjem, z izgubo glasu in tako naprej. Pač v življenju predelujemo neke stvari in se učimo delati korake. No, in zdaj, če pogledamo še karte, prehod v novo dobo, da vidimo za vas, ki iščete rešitev, ki se opirate na angele, nad angele, ki zaznavate tudi energijo, ker
Ja, vas, ki tole gledate, čutim kot svetlo, staro dušo, ampak mogoče imate precejšnje težave v življenju, ker ja, lejte, naloži tistemu, ki zmore. Zdaj pa ne dajte misliti, da ste vi od koga druga pobrali kakšno karmo. Svoje imate dosti za predelati, zaradi tega, ker v mnogih življenjih nismo zmogli narediti koraka naprej. Nismo zmogli in so se samo nalagale zadeve in lahko preverite z mišičnim testom. Če imate zadaj zaobljubo, da boste vedno majhni, pa vas zdaj vaša duša pelje čez to, da pač nehaj se delati majhno, naredi korak, zaživi svoje življenje, pokaži, kdo si. Sploh tiste, ki predelujete srednji vek, kaznovanje v srednjem veku, sežiganje na grmadi. Če predelujete po svoji, pač kot duša predelujete neke cerkvene zlorabe, vi se lahko 1000-krat izpišete iz cerkve, dokler v svoji duši nosite zamero do cerkve, niste še nič naredili. Pač ste šele na začetku. In tudi dokler vi ne počistite za obljubo, recimo zakona, da bom ostala v odnosu z nekom, dokler naju smrt ne loči, to je za obljuba, vi boste rajš umrli, kot pa da naredite nek korak naprej. Da vidimo, srčna čakra. Varno je ljubiti. Dajmo pogledati sporočilo. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. Vse je ljubezen, ja. Ampak kje se začne ljubezen? Pri vas, do sebe. Dovoljujem, da je moje srce vedno v stanju ljubezni. Tudi če me ta trenutek odnosi preizkušajo, lahko občutim ljubezen. Toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, sij zvezd, milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra. Energija kristalov, petje ptic, žar otroških oči. Poljub ljubljene osebe, stisk roke, objem prijatelja, nasmeh tujca. Vse izraža ljubezen. Ko sem naravnana na ljubezen, jo zlahka občutim. No, gremo na naslednje sporočilo. Čiščenje preteklosti. Osvobajam se starih vzorcev, vse se zgodi z nekim namenom. Ja, preko tudi lekcij svoje družine ozaveščam. Ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. V meni je moč spremembe. Zavedam se, da se moje srce zdravi, ko grem v naravo. K vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo. Solze čistijo mojo dušo. Zavedam se, da je vse tako, kot je prav. Zaupam. In nova moč. Zavedam se lastne moči. Prepuščam se božanskemu vodstvu. Zdaj pa vdihano, daj vdihan. Saj imaš dovolj moči. Vdihan to novo energijo. Čas je, ti, ki tole poslušaš, da narediš korak naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. Strah te zadržuje v nezadovoljstvu. Dovoljuj si občutiti moč. Zmoreš. Deluj tako, kot si vodena. Prepusti se božanskemu vodstvu. In še ena karta gleda ven in to je prehod v novo dobo. Čeprav ta trenutek še ne vidiš, se na obzorju že kaže nov dan. Prehod v novo dobo, čas je. Čas je, da greš naprej. No pa da vidimo, prehod v novo dobo. Zavedaj se, da ti pripada sreča. Višje zavedanje prinaša v tvoje življenje obilje na vseh področjih. Bodi potrpežljiva, saj je za prehod potreben notranji mir. Naj se zgodi na ljubeč način, s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Zavedam se, da me podpirajo vsa bitja svetlobe. No in naj s tem zaključim tale video. Dovolj, da te podprejo vsa bitja svetlobe, ker ti, ki tole poslušaš, si bitja svetlobe, začni občutiti svojo moč in ta tvoja moč je sigurno v milini, v sočutju, spuščanju in nehaj se odpovedovati svoji moči samo zaradi tega, ker si nekoč dala za obljubo, da boš svojo energijo napajala nekoga. V glavnem, čas je za premik naprej. Uživaj in predvsem v svobodi najprej svoj strah
ker naši otroci so odraz nas samih. Tako da uživaj ti, svetla duša, vse dobro ti želim in ja, razprostri krila, pač začni leteti. Lep dan ti želim.